Uroš Šervec, še ena od klubskih legend, ki ima za seboj ogromno teh res vročih dvobojev z Zagrebom. Bi morda veljalo katerega posebej izpostaviti, vam je kateri zares ostal še posebej v spominu teh res velikih dvobojev? Ja, te dvoboje z Zagrebom bi lahko takole malo delili na uspešne pa neuspešne. No. Žal je bilo tistih neuspešnih kar nekaj, tako da so malo te tekme ostale v naši generaciji malo z grenkim priokusom. Vedno tista polfinala Lige prvakov nekako nam ni uspelo jih premagati. So pa spomini sveži oziroma lepi še iz tistih začetkov, ko smo začenjali to zgodbo. Nekako je Zagreb takrat bil dvakratni evropski prvak in hočeš nočeš zaradi bližine geografskega nekako porekla smo v bistvu se kar nekako zgledovali po njih, no, in smo hoteli, oni so bili nam nekako vodilo, da smo jih skušali dohiteti, seveda prehiteti, ne, tako da spomnim se tiste prve tekme, ko je bil še čist začetek kvalifikacije za nadaljne tekmovanje v Ligi prvakov, ko smo jih premagali še v Starem Golovcu, bila še tista modra podlaga, še ni bilo parketa, 18-17, takrat veliki uspeh za nas, sicer na povratni tekmi smo izgubili, ampak vseeno, to je bilo nekako takrat, bi rekel, eno tisto vodilo ali pa en klik, da se pa le da, ne, in seveda potem tudi mi, naša ekipa z določenimi ukrepitvami smo bili zelo blizu, mislim, da smo jih tudi na velikih segmentih prehiteli, ampak na igrišču žal v tistih časih je bila tudi zelo pomembna še dejavnost zakulisna in tu je bil Zagreb le izkušenejši, močnejši, tako da nam ni uspelo nekako tistega velikega rezultata proti njim narediti, ampak vseeno, bile so pa to res neverjetne tekme, zato se je živelo že mesec dni prej, odkar smo vedeli za žreb, polne dvorane, celo malce tistega sovražnega pridiha na začetku, ko si že omenil, katera bo ostala v spominu, so seveda tista v ledeni dvorani pred 10.000 ljudi in pa tisti neokusni plakati, napisi na nacionalni osnovi in pa seveda prav tisti sovražni naboj njihovih navijačev, takrat so še hoteli Bad Blue Boysi iz Dinama na te tekme in je bilo zares eno tako peklensko vzdušje, v katerem je bilo zelo težko igrati, ampak smo preživeli in pa seveda spomini pa ostanejo, tako da na takih tekmah seveda smo se tudi kalili in v bistvu ti dvoboji takrat so bili res pravi tekmovalni, mislim, da se v tem času to malo izgubilo. Ja, zadeva se je malce zvodenela, kar se tiče istega, da tako rečem, celo sovraštva na tribunah in celo na igrišču. Vse skupaj nekako postaja bolj športno, vendar vseeno tekma ne bo tokrat nič manj zanimiva, tudi velik obisk se pričakuje, ne nazadnje pa v Zlatorog prihaja tudi aktualni slovenski selektor, vaš sodelavec, da tako rečem, vaš šef, Veselin Vujović. Izdajte nam kakšno besedo. Vem, da v reprezentanci tega ne smete, jasno, da se načrti ne izdajajo, vendar vi ste vendarle igrali v Celju, na kaj morajo biti tokrat Celjani, kar se trenerja Vujovića tiče, še posebej pozorni? Normalno, da Celje vedno v mojem srcu, vedno je tu smo vsi in seveda si želim zmago Celja. Konec koncev gre se za prvo kolo Lige prvakov, nove sezone. Zmaga bi bila izredno velikega pomena. Kar se pa tiče same tekme, trenutno stanje, vemo, da Celje je mogoče malo slabši formi, ampak jaz mislim, da se bo to v soboto vse zvodenelo, pozabilo in da bo to res tekma na nož. Kar se Vujota tiče, vemo, da je veliko stavi na obrambo. Tudi letos je kadroval nekako v tem stilu, so še okrepili obrambne vrste in to je njihov, bi rekel, ključ do zmag. Zahteva maksimalno agresivnost, angažiranost in tu bodo naši fantje mogli biti najbolj pozorni, ne smejo se potegniti korak nazaj, ampak morajo iti v njihove duele. Mislim, da so naši fantje hitrejši, spretnejši in da bodo to obrambo nekako prebijali. V napadu treba pozornost posvečiti levemu zunanjemu Vandaliniću, ki je v izredni formi, na njem bazira veliko. Drugače pa mislim, da v napadalnih akcijah niso tako suvereni, uspešni. Obramba je pa tista, ki jih krasi in upam, da bodo naši fantje se razleteli po igrišču, da bo veliko gibanja brez žoge, menjavanje mest in da na ta način nekako raztegnejo obrambo in potem seveda zadanejo
kar bi bilo za, bi rekel, potek tekme super, da smo nekako v nekem prednosti, golu dveh, daj Bog še več, seveda tudi publika to zna potem nagraditi, spremljati, seveda pričakujemo polno dvorano, fanatično navijanje. Jaz mislim, da je to tisto pravo, kar da bo našim fantom dal spodbude, da to prvo kolo začnejo zmago. No in tudi vi vidimo, da ste se lepo odzvali vabilu k širitvi rumenega zidu. Vsi v rumenem, takšen je slogan pred to sobotno tekmo z Zagrebom. Očitno bo dvorana povsem v rumenem, da bo Zagrebu še toliko težje. Ja, to je krasna akcija. Mislim, da je to, bi rekel, to enotnost v rumenem še dodaten, bi rekel, dekor na tribunah, seveda z podporo glasu vseh teh v rumenem, in to je bila ena krasna kulisa, eno krasno vzdušje, in na podlagi tega mislim, da fantje ne morejo razočarati, in seveda vsi skupaj pričakujemo eno lepo tekmo. Hvala lepa za pogovor. Ja, prosim.